Navodila za izvajanje z opeko Poroterm S P+E. Pred začetkom zidanja je potrebno izravnati neravno osnovno površino. Površina se izravna z malto, ki se nanese v debelini zidu, debelina podložne malte pa mora znašati najmanj 1 cm. Marka malte je MM5 ali MM10. Zidanje se prične z betonskim ali opečnim potresnikom, če se zida z vertikalnimi vezmi, ali s kotnim opečnim blokom, če se zida brez vertikalnih vezi. Vertikalne vezi je potrebno naknadno izolirati. Če se vertikalne vezi izvajajo s pomočjo potresnikov, jih pri debelini zidov 30 cm obložimo s 5 cm debelo toplotno izolacijsko oblogo. Pri zidu debeline 38 cm pa 5 cm toplotno izolacijske obloge dodamo še obzidavo z opeko Poroterm 8 P+E. Na tak način pri omenjenih detajlih zmanjšamo toplotni most v območju vertikalnih vezi. Med betonske ali opečne potresnike ter kotne bloke se postavljajo opečni bloki. Opeko je pred zidanjem potrebno namočiti, da ne vpije preveč vode iz sveže malte, ker lahko oslabi trdnost spoja med opečnim blokom in malto, ter tako tudi trdnost končanega zidu. Ko se dolžinske ali višinske mere zidu ne izidajo, opeko režemo s primernim orodjem. Pri opeki Poroterm S P+E se maltni žepki napolnijo z malto, malta na tak način vdre v odprtine sosednjih opečnih blokov in zid tako doseže visoko tlačno trdnost in s tem večjo odpornost proti horizontalnim potresnim silam. Horizontalni maltni stik je 1,2 cm, malta pa se razporedi po celi debelini zidu. Opeka je potrebno zidati v pravilni zidarski vezavi. Najboljše je, če bloki parne vrste nalegajo na bloke neparne vrste za 50%. Višino zidu je potrebno kontrolirati z letvijo, na kateri so označene vrednosti višinskega opečnega rastra 25 cm. Dolžinski raster pa je potrebno kontrolirati z letvijo, na kateri je označen dolžinski opečni raster 12,5 cm. Vertikalnost zidu dosežemo s pomočjo vodne tehtnice in vrvice. Montaža opečnih preklad. Vratne in okenske odprtine premostimo z opečnimi prekladami, ki morajo nalegati na zid minimalno 12 cm. Pri debelini zidu 30 cm položimo 2 prekladi. Eno preklado pa prerežemo po dolžini. V primeru debeline 38 cm pa položimo 3 preklade. Stropni sistem. Nosilci Poroterm se polagajo na nosilni zid na horizontalno poravnano podlogo iz sveže malte debeline 1 cm. Osni razmik nosilcev znaša 60 cm, nalegani na zid pa minimalno 12 cm. Z opečnimi polnili se nato izpolnjuje preostali medprostor v navpični smeri na postavljene nosilce. Pred betoniranjem je potrebno dvigniti spone za 45 stopinj, da bi le-te lahko prevzele svojo funkcijo nošenja prečnih sil. Za povezavo stropne konstrukcije in horizontalnih vezi je predvidena vezna armatura po vbodu stropa, ki se sidra v strop in vez. Najmanjša količina rebraste armature je ena železna palica Fi 8 mm po vsakem nosilcu. Dolžina dela, ki gre v betonsko ploščo, znaša najmanj 80 cm. Zaščitni sloj betona nad vezno armaturo mora biti 2 cm. Pred betoniranjem je potrebno opečna polnila dobro namočiti. Za armaturo plošče se uporabljajo zvarjene mreže ali rebrasta armatura, mreže R131 ali Q131 ali močnejša armatura. Venčno opeko polagamo na vbodu betonske plošče in služi kot izolator armirano-betonske horizontalne vezi ter plošče, da se prepreči toplotni most. Ob pravilni vgradnji pa je venčna opeka uporabna tudi kot koristni opaž za izvedbo armirano-betonske horizontalne vezi in plošče. Nosilce Poroterm je potrebno pred betoniranjem podpreti tako, da imajo v polovici razpona višino 1/300 celotnega razpona. Izdelki Poroterm nudijo sistemsko rešitev za izgradnjo celotnega objekta.
Objekti zgrajeni iz opeke Poroterm ob pravilni rešitvi detajlov zagotavljajo optimalno toplotno in zvočno izolacijo. Dobro nas varujejo pred različnimi škodljivimi vplivi iz okolja in nam omogočajo kvalitetne bivalno-klimatske pogoje v bivalnih prostorih.